K veselju do branja najzanesljiveje vodi veselje do zgodbe. Zgodbo pa bomo najbolj živo doživeli, če nam jo bo nekdo pripovedoval. Govor je mogoče najbolj prvenski izraz človekovega mišljenja, pa tudi čustvovanja. Vsi vemo, da kadar smo veseli, govorimo drugače, kot če smo jezni ali žalostni. Pravzaprav je govor tisto človekovo naravno sredstvo ali sposobnost, s katero lahko tudi drugi najbolje zaznamo, kaj se v človeku ali s človekom dogaja. Pripovedovanje je zelo neposreden in oseben stik z drugimi. Ker tukaj pri tem pripovedovanju gre najprej za to, da otrok najprej uživa v stiku, v družbi s tistim človekom, ki ga ima rad, ki mu je ljub. Zdaj pa starši velikokrat mislimo, da pri pripovedovanju si nismo toliko doma, pa mislimo, to moram jaz zelo lepo povedati, da bo za otroka dobro. Pa ni res. Gre za to, da gre za naraven govor, tako kot se ponavadi pogovarjamo. Postavljamo otroku različna vprašanja. Ne vem, če na primer gledamo risanko, se po risanki pogovorimo z njim. Zakaj je šlo? Kdo ti je bil v risanki všeč? Kako bi sam ravnal v podobnem položaju? Jaz sem sam na sebe jezen, ker imam včasih neke zadržke pri sebi in si mislim, joj, pa ne bom zdaj, pa kaj pa, če ne bom v redu povedal, pa tako. Ampak dejansko, ko se pa spravim to početi, je pa tako, prepustiš se, ne. Začneš neko zgodbo napletati, ki jo tako poznaš in tukaj ni več, ne gre za prav ali pa narobe, ampak gre za zgodbo, ne. Ne moreš se zmotiti. Pripovedovanja zgodbe se učimo skozi dolgo vajo v pripovedovanju, vse od najrosnejših let. Zelo učinkovito komunicirajo tisti otroci, s katerimi so se starši ali odrasli pogovarjali, bi lahko rekli, že v predgovorni fazi, torej takrat, ko otroci besed še čisto nič ne razumejo, zelo močno pa se odzivajo na čustvene komponente govora, torej na način, kako se z njimi pogovarjamo. In ti novorojenčki ali dojenčki, ker to je prvo leto življenja, doživljajo svet, v katerega vstopajo kot varen, prijeten, vreden zaupanja, ali pa kot hladen in neprivlačen, če je teh situacij, tega emocionalnega sprejemanja in dejanja v tem najzgodnejšem obdobju malo, premalo ali pa celo nič. No in to so tiste vsakodnevne situacije, vsakodnevne aktivnosti, ki jih starši s svojim malčkom preživljajo skupaj, kjer je starš tisti, ki opravlja neke dejavnosti, otrok je največkrat samo opazovalec in to so situacije, v kateri starši vnašajo govor. In pravzaprav nenehno razlagajo, pojasnjujejo, komentirajo vse tisto, kar delajo, kar se dogaja, kar se opaža. Dojenčku začnemo pripovedovati karkoli. Pomembno je le, da posluša naš glas, da razloči besede, prisluhne melodiji besedila. Komu pripovedujemo, si vzamemo čas, da naklonimo pozornost samo njemu. Že zelo majhen dojenček bo jasno zaznal, da se pogovarjamo z njim, da mu nekaj pripovedujemo. Čeprav se morda še ne bo odzival, nas bo slišal. 2 leti star malček nas lahko preseneti s tem, da nas bo pri pripovedovanju posnemal. Sam bo poskusil povedati zgodbo, najprej bo le nerazumljivo gostobesedno čebljal, ob tem pa bo morda že povedal nekakšen naslov zgodbe. Zaznali bomo tudi, kdaj je njegove pripovedi konec. Pri otroku do 3 let bo zgodba na primer nastajala takole. V naročje bo vzel medvedka, ga stisnil k sebi in rekel: "Papav, priden." Ostalo bo povedal z gestami. To so prvi zametki pripovedovanja. Po mnenju strokovnjakov otrok med 2. in 5. letom razvije 2 različni stopnji pripovedovanja. Prva, najnižja stopnja pomeni, da okoli enega elementa, besede, niza različne druge. In to je v njegovem svetu zgodba. Mamica, sestrica, pa miza in muma. Kasneje postopno ustvarja preproste povedi. Mamica šla, sestrica joka, miza polila. Kaj veš, da bomo dobili psa? A veš kakšnega? Bil črnega. Ja. Pudelček bo, a ne? Ja. Pa ga bomo vodili na razstave, pa k frizerju. Kakšnega psa bi pa ti imel? Zelenega.
4 do 5 let star otrok bo zgodbo pripovedoval tako, da bo iz besed gradil nekakšno miselno verigo. Pojmi se bodo vrstili kar eden iz drugega. Predšolski otrok že razume, da pripovedovalec ni del zgodbe, ampak jo pripoveduje. Zaveda se, da lahko poljubno izbira dogodke in osebe v zgodbi. Zdaj že lahko pripoveduje svojo pravo zgodbo. En starš, ena mama, en oče se rad uleže, recimo v poslu k otroku, pa potem skupaj se tam malo crklata, pa mogoče vmes še kaj drugega pogledata, pa otrok sprašuje, pa mogoče, ne vem, boža recimo očeta po laseh, nekateri otroci zelo radi recimo med tem navijajo laske ali pa, ne vem, mogoče vzame kakšno igračko. Skratka, tukaj naj bo čim bolj spontano in tako, da nam je pri tem dobro. Zdaj, kdaj vemo, da otrok uživa? Takrat, ko je tudi nam lušten, ko se tudi mi dobro počutimo. In ta izkušnja je za otroka še pomembna. Kadar oba otroka že ležita, takrat pa ponavadi, ne vem, vsak ima kakšno recimo pesmico oziroma kakšen košček stvari, ki jim poveš, ponavadi pred spanjem, kadar si seveda vzamemo dovolj časa. In včasih ta pesmica, jaz imam eno pesmico o fantku slončku, ki ne spi in bo dobil polonček mleka kokosovega in take stvari. In včasih malo raztegneš in poveš še kaj več. Marsikateri mladi starša razmišlja, v ljudski pravljici se pa nekaj krutega zgodi, jaz bi pa rad otroku to prihranil. Vsi starši si želimo, da bi bili naši otroci samo srečni in zadovoljni. Ampak že zaradi samega psihološkega razvoja, tudi če je vse v redu, živimo pa v času in zelo različno živimo, so dnevi, so situacije, ko nam ni dobro. Tako odraslim, kot tudi majhnim. In skozi to pravzaprav rastemo. Zame je dobra pravljica za pripovedovanje v večini ljudska, zato ker je že narejena tako, nastala je tako, da se je pripovedovala. In je zato že na tak način obrušena in na tak način zgrajena. Če otrok neke stiske nima v sebi, je ne prepozna, ni te moči, da bi jo nekaj, kar je recimo v zgodbi, da bi ga tako težko obremenilo, da bi to ostalo kot neka travma. Še posebej, ker se potem to zgodi, da je na koncu vse dobro. Če je zgodba dobro povedana, če jo ti pošteno poveš, to pomeni, da si jo zelo dobro prebral, da si jo zelo dobro sebi razložil, kaj sporoča, pol sploh ni nobenih ovir, da tudi občinstvo tega ne bi čutil. Ob našem pripovedovanju, kjer bomo dali duška domišljiji, bo otrok spoznal, da si je zgodbo mogoče tudi izmisliti in da je to lahko zelo zanimivo, celo zabavno. Recimo, če gre to za neke trenutke, ko smo z otrokom skupaj, da si povemo, kaj smo doživeli, kaj smo čutili, kaj se je zgodilo. Iz tega ven se tudi otrok uči, ko mi njemu pripovedujemo, recimo, kaj se nam je zgodilo na poti iz službe domov, ali pa ko smo šli recimo v vrtec, ali pa ko smo bili na sprehodu, kaj smo videli. Iz tega ven se otrok tudi sam uči, kako naj on pove. In to je tisto, kar potem kasneje, ko je otrok večji, je še kako pomembno, da zna povedati, kaj misli, kaj čuti, kaj doživlja. Ko smo pozorni na to, kako otrok govori, kaj govori, bomo nekako prepoznali tudi tisto, kar mi govorimo. Nedvomno bomo najdeli v otrokovem govoru tudi svoje lastne misli, svoje lastne besede, svoje lastne izraze čustev. In to je za nas kot starše in kot ljudi zelo pomembno in v tem smislu je pravzaprav učenje med staršem in otrokom vzajemno učenje. Pripovedujem hčerki, pa nečakinjam, ko gremo v hribe in pripovedujem zgodbo in sploh ne vemo, kdaj smo prišli na vrh. Jaz sicer malo sopem oziroma rajši si izbiram ta ravne dele poti, rečem, ko bomo šli dol ali ko bomo po ravnem hodili, bom povedala pravljico. Potem pridejo pa odrasli iz mojega sorodstva, ki niso iz moje tiste primarne družine in niso bili navajeni pripovedovanja doma, jaz sem ga bila navajena kot otrok in oni tako vlečejo na ušesa, da se že skoraj zalepijo name na hrbet in se tako zadaj in poslušajo. No, to mi je zelo lepa izkušnja. Ko čisto obmolknejo, ko se ne morejo več pogovarjati, pa z početka niso nameravali poslušati pravljice, potem jo pa poslušajo.